Svet kulture. Pri 20 sem eksplodiral in ta eksplozija se še kar širi, pravi akademski slikar Silvester Plotajs-Siko. Zaznamuje ga unikatna, zelo prepoznavna likovna govorica, polna barv in igrivih podob, ki pa jo, ker je tudi pesnik, pogosto prepleta s črkami in besedami. Tudi besedne igre mu torej niso tuje in danes se bomo posvetili njegovi novi pesniški zbirki Moje srce je čisto umazano. Prav kmalu o njej, v drugem delu Sveta kulture pa bo tema novi spletni gledališki portal Oder. Ta je nadomestil, kar smo prej našli na naslovu oder.slogi.si. Vabljeni v našo družbo. Zaobjel sem te v poljub, dal sem se ti zaobjet v kaplji morja. V mornarski majici čutiš polje tulipanov. Na mojih prsih oranžno kri, ki utripa, da te zapolni, da mi natočiš nežno malvazijo in objeta mi živa v sanje o srečnem koncu. Ja, hvala za tale uvod v najin pogovor in lepo pozdravljeni v našem studiu, Silvester Plotajs-Siko. Enako. Prišli ste z morja, ne? In tole malvazijo ste umili. Zato taka pesem je takoj. No, nazadnje sva se na radiu srečala pred nekaj meseci ob vaši veliki pregledni razstavi v Mestni galeriji Ljubljana. Prej sem omenil vaše besedne igre, razstavo ste denimo naslovili Kako sanjati nazaj. Ampak ste zelo igrivi tudi pri slikanju, ne? Pravite, da ste neoekspresionist, pankovski kubist, barva me je zastrupila, ukvarjam se z njeno magijo, v njej plavam in z njo vzpostavljam usporedni svet naše resničnosti. Skratka, vaše slike so res drzne, sproščene, pa vendar so tudi polne sporočil. V njih srečamo kaktuse, srčke z nogami in čeveljci, opečnate zidove, sove in besede. Kakšen pomen imajo ti zapisi na slikah? Vas črke pritegnejo bolj kot oblikovni element ali je ključno, da gledalec res tudi prebere zapisano? Na slikah samih so te zapisi zelo pomembni. Zato sem se odločil, ker sporedno pišem poezijo, da bom pač izdal tudi pesniško zbirko, ker me je veliko ljudi, ko so bili na tej razstavi, me spraševali, v bistvu, a imam kakšno pesniško zbirko, ne? In zato sem se tudi odločil, da bom to knjigo pač dejansko res izdal po tolikih letih. In so v bistvu te napisi zelo pomembni, tako da kdor bo prebral to pesniško zbirko, bo videl v bistvu, da so dostikrat izklopa poezije moje ven. Izvzeti ali pa celo včasih poezija je prva, pa potem pride slika. Ko berem te vaše pesmi, se mi vsaj v nekaterih zdi, kot bi bral vaše slike. Res ste vzpostavili neko direktno povezavo med svojim likovnim in pesniškim jezikom. Vse to, se pravi slike in poezija, prihaja iz istega izvira. In seveda, ker izhaja iz istega, bi rekel, potoka ali pa reke, kakorkoli se temu reče, je seveda isti svet, ne? En svet je, se pravi, vizualen, likoven, ene pa, se pravi, besedni, ne? Zdaj pa v bistvu ta poezija pa zdaj dejansko res postaja tako zelo pomembna, no? Dajva še en košček, kakšne. Sanjal sem te ob morju zreva v negibnost. Iz globine prihaja oranžen krik, vanili kakja. Dišiš, kako dišiš? Ko se gola vtisneva na rdeči oljni sliki, ognjena, pridušena, strast naj ogoni. Do morja, da se v njem ohladiva. Podarila si mi sanje, vzel sem ti von in dal krik strasti. Silvester Plotajs-Siko, veliko pišete o vonju. Mislim, da v eni pesmi, če se prav spomnim, zapišete Dišiš vame. To se mi zelo, zelo zanimivo, ne? Tako res bralec občuti to, ne? Ja, mislim, da ta moja poezija je mogoče malo drugačna. Dejansko res ima veliko teh vonjav, barv, zvokov. Senzorično. Ja, tako v bistvu, tako sem prav razmišljal en dan, ko sem gledal Tarkovskega, en dokumentarni film o Tarkovskem, ne, kako je on snimal filme, ne,
tako se mi zdi tako poetično, ne. Tako so tudi te moje pesmi so v bistvu prepletene s podobami, ne, so podobe, ampak hkrati so pa tudi zelo besedne igre, ne. Tako več nivojev noter, no, tako. Mislim, da je tako, na prvi pogled izgleda tako igriva poezija, ampak se mi zdi kompleksna, no, tako. Kot vaše slike. Kot slike, ja. Moje srce je čisto umazano, ste naslovili pesniško zbirko. Zdaj pomeni lahko vsaj dvoje, ne? Ker kdaj tako rečemo, da je nekaj čisto tako, ne? Hkrati je čisto kot čisto, umazano. Ja, ta naslov sem dejansko ga zbiral kar nekaj časa, no, mislim, več od naslovov sem imel, ampak tako, ko sem razmišljal, ne, da je tako kontradiktorna, ne, to se mi je zdelo v bistvu zanimivo. Ker ta kontradiktornost je pravzaprav, se mi zdi, ta vrzel, skozi katero lahko pridemo do enega središča, no. In se spomnim, zdaj se spomnim Mance, pač Košir, pokojne moje prijateljice, ki so pač debatirali v teh naslovih in ona je rekla, tako je, to je to prav naslov. Ja, Silvester Plotaj Siko, pa dajte za konec še en košček. Pesem za Inge Morat. Zakaj se nisva srečala sredi travnika ob rdeči mizi in se nasmejala do solz ob kozarcu rdečega vina? Zgrešila sva se, a prejel sem tvoje sporočilo. Iz srca. Umrla si v Ameriki in slikal sem srce zate. Čeprav se nikoli nisva srečala, belo srce. Silvester Plotaj Siko, upam, da se bomo mi še srečali in srečno pot nazaj na morje. Ja, morje je morje. Z veseljem. Hvala. V Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana si v okviru cikla Mlada kuratorka, mlada umetnica lahko ogledamo razstavo kuratorke Lucije Lunder in umetnice Ane Kavčnik-Jamnik Mleko in pepel. V ospredju sta dve izkušnji, ki trenutno najbolj zaznamujeta avtoričino življenje: gasilstvo in materinstvo. Umetnica, ki že vrsto let ustvarja dela navdihnjena z doživetji iz gasilskih intervencij, se tokrat ob zaključku drugega porodniškega dopusta prvič izraziteje predstavlja tudi skozi izkušnjo materinstva. S keramičnimi deli in instalacijami iz najdenih predmetov raziskuje vprašanja skrbi, ranljivosti in odgovornosti ter vzpostavlja dialog med intimnim družinskim prostorom in kriznimi situacijami vsakdana. Če danes v medmrežni iskalnik vnesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal Oder. Na njem je najprej izpostavljen napovednik razkritih trenutkov v kontekstu Dobimo se pred Škucem, sledi mu možnost pogleda v slovensko gledališko enciklopedijo, pa napovedniki in drugih odrskih dogodkov, ter še kritike in mnenja. Na koncu je rubrika Slovenska drama v prevodu v angleščini, saj je namenjena predvsem tujcem. Gre torej za nov portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta. Odgovorni urednik je Gašper Troha, urejuje pa ga kustosinja Ana Kocijančič in Tadeja Krečič jo je prosila, naj portal Oder predstavi tudi poslušalcem sveta kulture. Naš novi portal Oder je portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti in je v bistvu namenjen v osnovi raziskovalcem v kulturi, gledališču, skrbi v bistvu za digitalizacijo gledališke dediščine in pa seveda krepi kritiko gledališko, ki je pač zdaj nekje ni bila v zadju, ampak pač je nekje vržena iz medijev ali ne vem kako. Tako da nekje smo ga osnovali na teh dveh zadevah, se pravi na enciklopediji, ki bi predstavljala naše gradivo, ne samo zdaj trenutno so gledališki članki gor, pa scenski osnutki, ampak tudi pisno dediščino. Se pravi, gre za neko širše polje, kjer bi ne samo naši raziskovalci, tudi širša javnost in pa tujci prišli do informacij o slovenski zgodovini gledališča, o kateri so zdaj lahko prišli samo z obiskom našega muzeja, pa obiskom kustosov. Hkrati seveda bo objavljeno tudi audio, arhivsko gradivo. Druga stran je seveda kritika, ki gre skozi uredniški odbor, tako da je nekje vodena, preverjena zadeva. In pa tretja stvar, ki jo tudi nekje naš
portal vsebuje in jo poudarja, je pa slovenska drama v prevodih, ki je pa tudi namenjena uporabi v angleškem jeziku, tujcem in krepljenju te slovenske drame sočasne. Ob tem bomo objavljali tudi digitalne razstave, kjer se bomo osredotočili na določene teme, pač bolj izpostavljene teme, in pa seveda ob tem tudi skušali voditi napovednik predstav sočasnih. To ni novičnik, ampak gre v bistvu res v smeri, da bi bil en suport, neka baza raziskovalcem, ljubiteljem gledališča, kot en tak znanstven medij, kjer bomo od zadaj kustosi skrbeli za to, da potem pač pridejo uporabniki tudi do gradiva, bodi si pač digitaliziranega, bodi si potem pač ob vstopu k nam v muzej do originalov. Mogoče eno vprašanje o tem, da se odločate seveda po neki uredniški presoji, kaj na ta portal pride. Kar je pa verjetno kar zahtevna naloga glede na vse sedanje hibridne oblike odrskega ali celo neodrskega dogajanja. Ja, trenutno je poletni čas, tako da je teh predstav ali pa prizoritev manj in je res zelo težko izbirati, kaj pravzaprav bi lansirali. Vsekakor se niti nismo želeli s temi napovedniki nekje omejiti na neke neke standard gotovo ohranjamo z vezmi, dramo, z ostalimi gledališči, Maribor in tako naprej, ampak hkrati pokazati tudi širše, kaj se v bistvu dogaja na polju gledališke dejavnosti, tudi v teh bolj ljubiteljskih ali pa na pol ljubiteljskih, na pol profesionalnih skupinah. Tako da ja, bo verjetno, ko bo enkrat september, bo pa težji ta premik, oziroma odločitev. Ampak zdaj trenutno so pač te tekoči festivali, ki jih pač vsi spremljamo, tisti, ki pač dobijo prednost, ker pač ni nekega močnega izbora. Bo pa seveda skoncentriran na gledališke projekte, na te hibridne umetnosti tudi, Ja. Se pravi, ne delujem pa kot napovednik ta portal, tako da verjetno ne bomo skušali bomo biti vodilni tudi v tem, ampak ni v tem čarje, v tem res razmišljanju o tem, katere digitalne predstave bodo prišle, kakšna kritika bo, kako bomo predstavljali našo gledališko dediščino, samo gradivo in te baze podatkov urejevati, zato da bodo uporabniki čim lažje prišli do tudi zgodovinskih nekih podatkov. Ali pa sočasnih, ker se pač hkrati z našim nalaganjem na portal seveda ustvarja tudi v bistvu sočasni arhiv. Zato mogoče tudi ta uredniški, recimo čisto popolna uredniška ali pa neka uredniška cenzura ne bi bila tudi fair do naslednjih generacij, ker zdaj težko tudi predvidimo, kaj pravzaprav bo čez 10 let tisto, kar bo bistveno. Pri nas v bistvu seveda del portala so uprizoritve, kar pomeni, da širimo bazo slovenskega gledališkega repertoarja s pomočjo vsakoletnega letopisa in letopis bo s pomočjo tudi te baze zdaj zbiral tudi določene predstave ali pa uprizoritve, ki jih prej recimo ni ali pa ni bilo, tako da se to širi, to polje enega nabira predstav, ki jim bomo lahko sledili tudi skozi sočasne članke, ki bodo slej ko prej prišli na to našo bazo tudi in presklipinga iz medijev, tako da nekje bo support, nekje ne bi se seštevali te podatki med sabo prek ključnih besed in ne bi se v bistvu gradila ne samo ta stara baza, ampak tudi baza za prihodnje rodove za nazaj. Sredin svet kulture je pri koncu, z vami sem bil Žiga Bratoš, zvočno podobo je oblikovala Mirta Berlan.